danes pri sveti maši slišimo? Tisti čas je k Jezusu pristopilo nekaj saducejev, ki so trdili, da ni vstajenja. Nekateri starejši veroučenci, starši pa sploh, ste gotovo že slišali, kdo so bili saduceji. V Jezusovem času so bili to pobožni Judje, ki so bili pravi učenjaki, kar se tiče svetega pisma. Zelo, zelo natančno so poznali sveto pismo. Niso pa verjeli, da potem, ko na zemlji umremo, vstanemo od mrtvih in živimo večno. Glejte, v teh dneh ste gotovo šli na pokopališče in tam prižgali kako svečo in zmolili za drage rajne. Zakaj smo v teh dneh šli na pokopališče? Zato, ker verjamemo, da smrt nima zadnje besede. Res, da vsi umremo, naše telo umre in položimo ga v grob. Ampak naša duša pa živi večno pri Bogu. Če smo se na zemlji odločili, da želimo biti Božji, da želimo pripadati Jezusu, bomo vso večnost pri Bogu. In temu kristjani rečemo nebesa. Zdaj je pa seveda vprašanje iz današnjega evangelija, kako pa bo v nebesih? S tem vprašanjem so se saduceji malce pohecali z Jezusom, zato da bi preverili, ali tudi on pozna sveto pismo tako dobro kot oni. Jezus jim ni dal kakega natančnega odgovora, povedal jim je le in seveda tudi nam, da bo v nebesih zelo drugače kot na zemlji, da pa bo izjemno lepo. Če mene vprašate, kako si sam predstavljam nebesa, odgovorim takole. Zamisli si 10 ljudi, 10 stvari, ki so ti najljubše na zemlji in potem to pomnoži z 100 in 1000. Jaz verjamem, da bo tako v nebesih. Recimo, jaz se na zemlji rad družim z ljudmi, se pogovarjam s prijatelji, rad grem tudi na izlet v gore, rad kolesarim, rad smučam. Verjamem, da bo v nebesih vse to, pa še 100 in 1000-krat lepše od vsega tega, ker nas ima Bog tako zelo rad. Pa lepo nedeljo nam vsem želim.